Kardelj je v trg sredi Velenja, trg podjetja E-Medika, podjetja Daliborja Tadića, ki je očitno zadnji videl pogrešano mizo. Staro mizo smo odpeljali, ker smo dobili naročilo iz Onkološkega inštituta. To je vse, kar smo odpeljali. Po kakšnem ključu torej so vas prosili? Po naročilnici. Hvala lepa. Se naskoče za vsako ceno otresti, kot se je pred nekaj meseci nadzornika onkologije in z njimi prav zaradi mize razrešene nadzornice Ksenije Sever, zato so dodobra prečesali njegovo podjetje Inglej. Piše, da se tudi ukvarja z nabavo novih in prodajo stare aparature. Je torej mizo, ki je bila še vedno pod garancijo in obenem brezhibna, prodal, potem pa dobiček razdelil med vpletene, je bil odpis torej zgolj pretveza? Kje je ta miza? Drugič, hvala lepa. Ste jo uničili, drži, da ste jo uničili ali ste jo prodali? Kje ste jo uničili konkretno? Lep pozdrav. Kje pa lahko poveste, kje ste jo uničili? Lep pozdrav. In z njim zaprte, zaklenjene duri na naslovu, kjer je Tadić kmalu po tem poslu E-Mediko zaprl in odprl novo podjetje, pri čemer mu je spremenil zgolj eno črko. Primer torej polna ključi, ki segajo, razlaga prav tako razrešeni nadzornik Boris Pleskovič, celo na tožilstvo. Jaz sem pisal tožilcu in je tožilc rekel, da ne moramo dobiti, da niso ugotovili velike tatvine, ampak mi nismo veliko tatvino prijavili. In je pri vsem tem tudi to naključje, da je bil desna roka Žličarjeve Janez Žgajnar, njegova žena pa je vplivna tožilka Blanka Žgajnar in ne nazadnje je naključje tudi, da po vsem tem Simon Vrhunec vzame Žličarjeva v sam vrh kliničnega centra, sam pa skoraj hkrati dobi potrjen nov mandat za generalnega direktorja.